Pozdravljeni, dragi otroci! Veseli me, da smo ponovno skupaj na mojem knjižnem kotičku. Verjetno se sprašujete, zakaj imam ob sebi metlo. Pa verjetno ste opazili na stolu tale lonček, a ne? Kako je že ime tej deklici, ki je pometala in našla lonček? Mislim, da je bila Mateja? Ne. Kako je že? Meta? Ne, tudi ni bila Meta. Ja, seveda, to je bila Mojca Pokrajculja. Seveda. Tako je, otroci. Danes vam bom prebrala slovensko pravljico Mojca Pokrajculja. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici v tako čudovitem okolju, v naravi, v gozdu. Koroška ljudska pripovedka Mojca Pokrajculja. Mojca Pokrajculja je pometala hišo in našla med smetmi krajcar. Zanj si je kupila piskrček. Zvečer je zlezla van, legla in zaspala. Zunaj pa je bil hud mraz in padala je slana. Mojco Pokrajculjo je zbudilo močno trkanje na vrata njene hišice. Kdo je zunaj? Je vprašala. Jaz sem, lisica. Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, pusti me k sebi. Zunaj brije burja in pritiska mraz. Zmrznem, če me ne vzameš pod streho, je javkala. Mojca Pokrajculja pa se ni dala kar tako pregovoriti in je dejala. Če kaj znaš, ti odprem, drugače pa ne. Šivilja sem, je odgovorila lisica. Mojca Pokrajculja je spustila lisico v piskrček. Legli sta in takoj zaspali. Še preden sta se v spanju prvič obrnili, je že zopet potrkalo na vrata. In ko je Mojca vprašala, kdo spet trka, je zajavkalo. Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, zunaj je burja, slana pada in jaz zmrzujem. Volk sem in izučen mesar. Ker nekaj znaš, le pridi k nama, je odgovorila Mojca Pokrajculja, odprla vrata in spustila volka v piskrček. Iz spanja jih je zopet zbudilo javkanje. Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, odpri mi. Burja brije, slana pada in jaz, medved, zmrznem, če me ne pustiš k sebi. Kaj pa znaš? Ga je vprašala Mojca Pokrajculja. Čevljar sem, je odgovoril medved. Mojca mu je nato odprla vrata na stežaj. Danes pa res vso noč ne bo miru, se je hudovala Mojca Pokrajculja, ko je znova začula trkanje in tarnanje. Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, pusti me k sebi, zmrzujem. Kdo pa si in kaj znaš? Je vprašala gospodinja. Jaz sem zajček, šivati znam kakor krojač, se je glasil odgovor. Nato je tudi zajček dobil kotiček pod piskrčkom. Mojca Pokrajculja je bila že huda, ko je zopet nekdo trkal in stokal. Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, spusti me noter, ne prenesem več burje in slane. Bil je srnjak. Mojca Pokrajculja je tudi tega vzela pod streho, ko je zvedela, da je izučen drvar. Nato pa so vsi sladko zaspali. Mojca Pokrajculja je zjutraj odposlala vse goste na delo. Volk je poskrbel za dobro večerjo. Prinesel je več panjev čebel, jih zaklal in vse lepo otrebil, med pa očistil in spravil v lonec. Skuhali so si večerjo in legli počivat. Po noči pa je lisica zastokala.
Joj, mene pa tako trebuh boli. Mojca Pokrajculja je rekla: Pojdi v kuhinjo in si skuhaj kamilic. Lisica je vstala in odšla v kuhinjo. Komaj so vsi zadremali, je lisica že spet stokala in tako dolgo javkala, da ji je Mojca Pokrajculja zopet rekla, naj si še skuha kamilic. Lisica je tako šla 3-krat v kuhinjo kuhat si čaj. Pa je ni prav nič ščipalo po trebuhu in tudi kamilic si ni kuhala. Vedela je namreč, kam je Mojca Pokrajculja spravila med in ga je polizala do kraja. Nato pa je sladko zaspala. Zjutraj je Mojca Pokrajculja odredila vsem delo, lisici pa je rekla: Šivilička, ker si bila sinoči bolna in nisi mogla spati, pa sedaj malo dlje poleži, da se spočiješ. V kuhinji pa je kmalu nato nastal velik hrup in prepir. Ti si strt polizal. Jaz pa ne, pač pa ti. In tako naprej. Mojca pa je odločila. Tat je bil domačin. Nihče drug ni vedel za med in tudi nihče ni mogel v piskrček, ker so bila vrata zapahnjena. In da bi se gostje oprali sramote, je svetoval volk. Lezimo vsi na hrbet, odprimo usta in se sončimo. Kdor je pojedel med, temu prileze nazaj in kapal mu bo od ust. Vsi so legli pred piskrčkom na travo in takoj zaspali. Lisica pa je imela slabo vest in je zato ves čas bedela. Res, med je prilezel iz želodca in je kapal na tla. Hitro se je obrisala in namazala z medom poleg sebe spečega zajčka okoli ust. Nato pa je tudi ona brez skrbi zaspala. Zbudil pa jo je hrušč. Zaspanci so se bili namreč medtem zbudili ter opazili, da se zajčku cedi med iz gobčka. Začeli so ga neusmiljeno poditi. Zajček je bežal in si polomil prednje noge. Šele potem se mu je posrečilo pobegniti. Vsi so tekli za njim. In Mojca Pokrajculja je ostala sama s piskrčkom. Zajčku pa niso več zrasle polomljene prednje noge. In zato ima še danes prednji par nog krajši od zadnjega. Tako, to je bila pravljica o Mojci Pokrajculji, prijazni deklici, ki je v svoj piskrček povabila vse živali, da ne bi pomrznile. Najbrž je bil piskrček malo večji od tega, a ne? No, na koncu se je vse lepo izšlo. Ampak veste, tale lisica je pa zelo prebrisana in zvita. In ni prav je, kar je naredila zajčku. Se strinjate? Še dobro, da je zajček uspel ubežati in se rešil. Tako. Verjamem, da vam je bila pravljica všeč. Zato se prijavite na moj knjižni kotiček, kjer vas vedno znova čakajo nove in nove pravljice. Do naslednjič pa lepo se imejte, uživajte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Vesela sem, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Današnja ljudska pravljica je pa malce starejša. Tudi sama sem ji večkrat z zanimanjem prisluhnila. Spoznali bomo 3 lisičice in njihov dan, ki so ga namenile skupnemu druženju. Predlagam, da se čim hitreje udobno namestimo in prisluhnemo rezijanski ljudski pravljici z naslovom 3 botre lisičice. So bile 3 lisičice in bile vse 3 botrice in so imele vsaka svojo vilo. Prva jo je imela na brajdi, druga sredi loga in tretja gori na koncu loga.
Prva, tista doli na brajdi, je rekla neki dan: jaz bom morala iti obiskat svojo botrico gor v log. In se je vzdignila in šla v kopalnico. Se je lepo okopala in si dala rdečilo, vzela črn svinčnik, si lepo pobarvala obrvi, si nataknila lepe čevlje z visokimi petami, lepo vezeno krilo in šla v garažo. Je prišla v garažo, pognala svoj neserijski avto, narejen po naročilju, in ga zapeljala ven. Zum! Ven iz garaže. In ko je bila zunaj in je pritisnila na zavoro, se je avto zazibal kakšnih 10-krat gor in dol. Potem se je morala spet pogledati v ogledalo, če je lepo napravljena. Je bila v najlepšem redu. Tako, zdaj je lahko šla in pognala gor proti logu po asfaltirani cesti 200 na uro. In je prišla gor k drugi botri lisičici. Ko je prišla gor, vidi lep park, lepa vhodna vrata in prelepa stavba prav na sredi tega parka. Šla je k vrtnim vratom in pozvonila. V hipu so se vrata odprla in je stopila noter in šla proti vili svoje botrice. Pa ni vedela, kaj narediti, da bi mogla noter. Je gledala tje, je gledala sem in vidi majhen gumb v vratih. Pravi: no, na tole tukaj bo najbrž treba pritisniti. Je pritisnila, je zazvonilo, vrata so se res odprla in pred njo je bil lep hodnik. Eno samo morje, povsod ribice naslikane po tleh. In ona je mislila, da je prava voda, da so prave ribe. Se je bala iti naprej po hodniku, da ne bi utonila. Naenkrat pa je prišla botrica, gospodinja tega razkošja. Pridite, botrica, saj ni nič, to ni voda, pravi. In botra lisičica vstopi počasi, češ da bo prej poskusila. No, ko vidi, da ni voda, je le šla. Vstopite sem noter, botrica, v salon, pravi druga lisičica. Sedite zdaj semkaj. Lep fotelj je imela njena botrica tu. Tak, no, sedite v fotelj. Je sedla v fotelj, jo je kar zazibalo. Botrica, kako lep fotelj imate vi. Ah, saj tudi stane lepe dinarce. Tedaj je botrica šla k bifeju in prinesla lepo steklenko in 2 kozarčka. Liker, da ni nikoli bila pokušala boljšega. In je natočila in sta si nazdravili. Potem je šla v shrambo in prinesla paket piškotov in lepo torto. Zdaj tudi pregriznite kaj. Tedaj sta snedli celo torto in vse piškote. In je spet natočila. Potem je rekla prva botrica: zdaj bom pa morala iti. Ja, le kam morate iti? Pravi druga lisičica, gostiteljica. Ste me prišla obiskat in je toliko let, kar se ne vidiva. Počakajte, bova tudi kaj skuhali, boste jedla pri meni. In čez čas je rekla: dobro, botrica, mi boste pomagala skuhati. Prav rada vam pomagam. Tedaj je botrica šla v kurnik. V kurniku, to je bil prav velik kurnik, je imela gosi, pure, race, peteline, vse. Je zgrabila največjega petelina, kar jih je imela, in eno gos in eno puro. In sta dali gret velik kotel vode. In ko je bila voda vrela, sta vrgli noter to perjad in sparkli, ki jih imajo lisice, je bilo v hipu vse oskubljeno. Ko sta oskubili, sta eno dali v peč, eno sta imeli za juho, peteline pa sta dali kuhat, ampak juho sta zavrgli, češ da imata juhe zadosti. In tedaj, da bosta šli jest. Je pripravila domača botra lisičica lepe porcelanaste krožnike in žlice, vse srebrne, in lep jušnik, dober kruh, namazan z maslom. In konec sta se lotili jesti, sta jedli in jedli. Ko sta pojedli, je rekla: zdaj moram prinesti kaj pijače. Je šla spet in prinesla pletenko vina, najboljšega, kar ga je bilo v kleti. In sta začeli piti lisici.
Potem je rekla gostiteljica: Botrica, zdaj, ko so se lepo napili, bo treba tudi zaplesati malo. Glejte, je dejala, gramofon. In sta začeli plesati twist. Sta plesali tam notri, sta plesali in poskakovali, da je bilo veselje videti ju, kako plešeta twist. In ko sta se naplesali, sta rekli: Dobro, zdaj bova pa še malo gledali televizijo. In tedaj sta gledali televizijo. So se spreletavale same kokoši na tistem zaslonu. In ko sta se naveličali gledati televizijo, je domača botra lisičica predlagala: Dobro, zdaj pa greva v park, malo na sprehod po parku. In tam v parku je bila lepa utica in vse v nageljčkih, vse v nageljčkih. In sta se zleknili v ležalnik in si začeli praviti to lisičjo. Sta si pravili pravljico. Ko sta se naveličali tudi te lisičje, sta prišli iz utice in se vrnili v vilo. Tam notri je domača botra lisičica zavrela dobro črno kavico v lepem kuhalniku ekspres, v hipu je bilo pripravljeno. Je zavrela in sta pili kavo. In ko sta jo popili, je rekla botrica, ki je prišla na obisk: Dobro, zdaj bom pa res morala iti. Kam neki morate iti, pravi gospodinica. Počakajte še malo. In ko ste že tukaj, pojdiva obiskat še najino botrico, tamle zgoraj, na koncu loga. Prav, pa pojdiva. No, kako bova naredili? Greva obe z enim avtomobilom ali vzamemo vsaka svojega? Kar vsaka svojega. Tedaj, pravi, počakajte malo, da se tudi jaz malo uredim. Druga botra lisičica se je napravila še lepše kot prva. Lepo vezeno krilo in spodnje krilo, lepe čevlje z lepimi visokimi petami, rdečilo, pobarvala si je obrvi, si skodrala lepo lase in si vzela še lep klobuček in lepo črno torbico. Potem je šele šla v garažo. Je prišla v garažo, tam je imela 6 metrov dolg avtomobil. Je vstopila van in pognala motor. V hipu je bila zunaj, kot bi imela avionski motor. Je prišla ven in ko je naenkrat zavrla, se je avto zazibal in ustavil. Je rekla: Zdaj, botrica, morava iti. Dobro, pojdiva. Katera pa naj gre najprej? Vi, ki imate lep avto, večji, pojdite naprej. Tedaj je prehitela avtomobil prve botrice in sta se odpeljali. Ko sta prišli gor, je bil tam zgoraj še lepši park in še lepša vila pri tretji botrici. Tam gori je ustavila. Katera naj gre naprej? Le pojdite vi, ki ste vozila spredaj, pojdite tudi tule naprej. In so bila lepa vrata in tam notri v parku je bila od vrat do vile pogrnjena lepa žametna preproga, 4 prste debela. Vranča, le kdo bi hodil po tej preprogi? In bova zamazali vso preprogo. Torej, kaj bova naredili? Poskusite spet pozvoniti. Pozvoni, je prišla ven botra lisičica in pravi: Pojte naprej, ne bojta se. Vam bova umazali vso preprogo. Ne, saj imam botra skaklja, ki mi čisti vse. Tedaj sta se le zgnali in šli naprej. Sta prišli pred vilo, da bosta vstopili. In ko sta prišli na hodnik, je bilo vse poslikano, po vseh stenah in celo po tleh je bilo vse v kokoših in se je zdelo, da je vse živo. Vranča, botrica, koliko blaga imate? Imate tudi v hodniku kokoši? To niso kokoši, draga moja botrica. To tukaj mi je naslikal boter skakelj. Le pojdite naprej. Tedaj sta šli naprej in so prišle v salon. Tam notri v salonu so bili taki lepi foteli, da je kar vitje malo in je bilo lepo in poslikano z vsemi vrstami živali po stenah. Kokoši, petelini, race, so bile celo čamurče, vse je bilo. In se je zdelo, da je živo. Zadosti. Jih je povabila, naj sedeta v fotelje. Sedita zdaj, si bomo kaj povedale.
Saj je bil že skrajni čas, da ste me prišli obiskat. Toliko let, kar se ne vidimo. Malo je manjkalo, pa bi se postarale in umrle, preden ste me prišli obiskat. Tedaj sta sedli in ona je šla k zastekljenemu bifeju, gotovo je bil 2 metra dolg. Je imela vse likerje tam notri in je začela gledati, katerega bi vzela in ponudila svojima botricama. No, je vzela najboljšega, kar jih je imela, in prinesla na mizo in dala zraven še 3 kozarčke. In prinesla še lep pladenj, so bile na njem hruške, jabolke, češplje, črešnje, vse, kar je imela in vse, kar je hotela. In so pile in jedle sadje. Potem pa je rekla: no, zdaj bomo tudi kaj skuhali. Dobro, pravita drugi 2 botrici. Skuhali, ampak medve bi morali zdajle oditi, ker imava daleč do doma. Saj imata vendar dobre avtomobile in dobre luči, se lahko peljete tudi pri temi. Dobro, sta ostali in botrica je šla v klet. Tam v kleti je imela salame, je imela sir, je imela, kar je le hotela. In potem je šla še v hlevček, kjer je imela jagnjeta. Je šla po jagnje, ga ubila in ga dala v ponev. In petelina je pripravila za juho. In kar si je vsaka hotela, zadosti kruha, piškotov, kar so le hotele, pa še 2 pletenki vina. In porcelanaste krožnike in srebrne žlice z zlatimi ročaji. Potem so začele jesti, so jedle in jedle in medtem, ko so jedle, so si tudi pripovedovale šaljive zgodbice. Ko so pojedle, so poklicale botra Skaklja. Je moral vse lepo pospraviti po mizi in potem prinesti kavo. Prav, so rekle, da zdaj bodo morale oditi malo ven, v park. So gledale po parku in obhodile celega. Je bilo vsega, vseh vrst nageljčkov, vseh vrst rož po parku. In ko so imele zadosti, so rekle: dobro, zdaj gremo še malce v salon, bomo tudi zaplesale. So šle v salon, nastavile gramofon in začele plesati. So plesale in pile, da so se kar opile lisice. Tedaj, ko jim je bilo zadosti, sta rekli botrici: dobro, zdaj bova morali iti. Dobro, pojdita in srečno pot, ampak pazita se, da se ne bi kam zaleteli z avtom. Ne. Tedaj sta stopili v svoj avto in odšli. Sta prišli dol sred loga, kjer je imela vilo druga botrica, sta se ustavili, šli noter, popili še nekaj kozarčkov, potem pa je domača botrica rekla: zdaj bom pospremila še tebe, botrica, dol na Brajdo. Sta šli spet v avtomobil, odpeljali navzdol in prišli dol na Brajdo. Tam sta šli v vilo prve botrice, ki je botrici iz loga ponudila spet nekaj kozarčkov, piškotov, čokoladic, in ko sta vse to pospravili, je rekla ta iz loga: zdaj, botrica, zdaj bom morala iti na svoj dom. In tako se bomo videli spet kdaj drugič. In zdaj je zgodba končana. Ja, tele lisičice so imele pa prav zabaven dan, kaj ne? Zanimivo pa je, kako je avtor besedila te pravljice v določenih delih prav malce pretiraval in kar stopnjeval z njihovim imetjem ter izgledom. Otroci, ne pozabite na star pregovor, ki nas uči, da je skromnost lepa čednost. In velikokrat ta rek kar drži. Malo pa moram tudi okarati prvi 2 lisičici. Namreč z avtomobilom sta se odpeljali domov, čeprav sta spili pred tem kar nekaj alkoholne pijače. Ojej, to pa ni bilo v redu. Otroci, vabljeni, da pokukate v moj knjižni kotiček, kjer vas čaka še mnogo ljudskih, pa tudi drugih pravljic. Lepo se imejte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Tokratna pravljica nam bo predstavila zvito lisico, a vse ne bo šlo po njenih načrtih. Le kaj bi lahko šlo narobe, saj so lisice znane po tem, da so zvite ter pretkane.
Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom O lačni lisici, ki je napisala slovenska pisateljica Mojceja Podgoršek. Sova je vsem prebivalcem Mahovega gozdička poslala obvestilo. Ob 7. zvečer bo sestanek na gozdni jasi. Vabljeni medved, volk, lisica, zajec, veverica, polž in jež. Dolga in huda zima bo, je rekla sova, ko so se živali ob dogovorjeni uri zbrale na gozdni jasi. Vsak mora priskrbeti toliko hrane, da nas bo gostil 7 dni. Tako ne bomo privarčevali samo pri hrani, ampak tudi pri kurjavi. Je vse natančno izračunala sova. Če prav razumem, se je oglasila lisica, ki se sovo ni strinjala, boste ves teden prav vsak dan jedli pri meni? Tako je odgovorila sova. 7 dni bomo jedli pri tebi, potem 7 dni pri volku, naslednjih 7 dni pri medvedu in tako naprej. Vsi bomo prišli na vrsto. Ampak polžu ne bo uspelo pravočasno napolniti shrambe, je protestirala lisica. Polžu, ki poje najmanj, ne bo treba skrbeti za hrano, ker se je strinjal, da ne bo kuhal, je razložila sova. Živali so razpravljale še pozno v noč, na koncu pa so se vendarle dogovorile, s čim bodo napolnile shrambe, da po zimi ne bodo lačne. Lisici pa njihov dogovor ni bil prav nič po godu. Zadolžili so jo, da mora priskrbeti 20 kg grozdja, 15 kg jagod in 5 kg malin ali drugih gozdnih dobrot. Ne mislim garati, si je rekla lisica. Zima mogoče sploh ne bo tako huda, kot pravi sova. Toda zima je prav kmalu potrkala na vrata. Pritisnil je mraz in gozd je prekrila debela snežna odeja. Vse živali, razen lisice, so pravočasno napolnile svoje shrambe. In ker v gozdu ni bilo najti nobene hrane več, je sova z žrebanjem določila vrstni red gostovanja. Prvih 7 dni so se gostili pri medvedu, potem pa pri volku, ki je imel zares obilno zalogo okusne hrane. Nato je prišla na vrsto lisica. In čeprav je bila njena shramba povsem prazna, je ni prav nič skrbelo, s čim bo pogostila svoje prijatelje. Si bom že kaj izmislila, dovolj sem zvita, si je mislila lisica, potem ko se je zadnjega večera pri volku do sitega najedla. Jutri pridemo k tebi, jo je spomnila sova. Vem, vem, je zastokala lisica in se začela zvijati od bolečin. Ja, kaj pa ti je? Se je začudila sova, saj je bila lisica še pravkar zelo živahna. Boli, tako me boli, moj trebuh, joj, kako boli. In tako spretno se je pretvarjala, da je živali zaskrbelo za njeno zdravje. Ni prijetno, če te boli trebuh. Se je za lisico zavzel jež in živali povabil, da namesto k njej naslednji dan pridejo kar k njemu. 7 dni jih je tako gostil jež, lisica pa se je zadovoljno hihitala in nazdravljala svoji zvitosti. Ves teden se je pretvarjala, da je bolna, zato so ji hrano prinašali kar na dom. Jaj, še vedno sem bolna, je stokala, ko je minilo 7 dni in bi morala gostiti svoje prijatelje. Tudi tokrat so ji dovolili, da ostane doma in počiva. Nosili so ji najboljšo hrano, da bi le ozdravela. Toda po 2 tednih ji še vedno ni bilo nič bolje. Vročina me kuha, je hlinila svojo bolezen. Živali niso vedele, kako naj pomagajo ubogi lisici, zato je sova sklicala posvet. Kadar me napade bolezen, sem najraje sam, je svoje izkušnje povedal polž, jež pa mu je prikimal. Bolezen preženem tako, da ničesar ne jem, je dejal volk, ki
se je spoznal na naravno medicino. Post bo zagotovo pregnal njeno bolezen, se je z njim strinjal medved, zajec pa je dodal: obilna hrana ni pripomogla k njeni ozdravitvi. In ker je bila veverica enakega mnenja, je sova razglasila, da bodo lisici, da bi hitreje okrevala, prenehali prinašati hrano. Joj, pa brez hrane me bo pobralo, je glasno stokala lisica, ko je ugotovila, da se je znašla v težavah. Po 3 dneh je bila že tako sestradana, da je še komaj hodila. In postalo je žal, ker ni napolnila shrambe. Z zadnjimi močmi se je odpravila iz hiške, da bi si poiskala kaj za podzob. Toda gozd je prekrivala debela snežna odeja. Njene tačke so skoraj pomrznile, ko je stikala za čem užitnim. Toda našla ni prav ničesar. Že se je hotela vrniti v hiško, ko je do njenih nosnic priplaval čudovit vonj. Tako omamno je zadišalo, po vroči juhi in začimbah. Noge so jo kar same nesle naprej, vse dokler ni prišla do zajčje hišice. Kar bo, pa bo, si je rekla in potrkala na vrata. Zajec, ki je gostil svoje prijatelje, je odprl vrata. Jo, kaj pa ti tukaj? Se je začudil, ko jo je zagledal. Premražena lisica, ki je bila zaradi večdnevne lakote zares videti bolna, ni vedela, kaj naj reče. Zajcu se je zasmilila in prijazno jo je povabil naprej. V hiški je bilo prijetno toplo in lisica je stopila bližje k ognjišču, da bi si ogrela prezeble tačke. Ob pogledu na hrano so se ji pocedile sline in v trebuhu je od lakote glasno zakrulilo. Si ozdravela? Je bil presenečen polž. Še vedno si videti bolna, se je začudila veverica. Lisica pa je bila preveč sestradana, da bi še naprej lagala. Zato je vse priznala. Presenečene živali so staknile glave, da bi se dogovorile, kaj bodo storile. In nazadnje so se odločile, da bodo lisici v zameno za hrano naložile delo. Tako je morala lisica odslej čistiti tla in pomivati posodo. Sova je imela prav, je godrnjala, medtem ko je ribala umazana tla. Zima bo res dolga in huda. Potem pa je na tihem sklenila, da si bo za prihodnjo zimo shrambo do vrha napolnila. Ja, zelo zanimiva pravljica, kaj ne? In vesela sem, da je lisica naposled le priznala svojo napako in pomagala pospravljati ter sklenila, da si bo za prihodnjo zimo le pripravila shrambo z veliko dobrotami. In pa vse pohvale sovi za sijajno idejo. In tako so bile živali site, pa še družile so se in si polepšale hladne zimske dni. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa prisluhnite še ljudski pravljici Mojca Pokrajculja, kjer je lisici uspel njen zviti plan. In tako imajo še dan danes zajčki sprednje tačke krajše od drugih. A so pa zato mnogo hitrejši. Uživajte, lepo se imejte in lep pozdravček prav vsem. Čau, čau! Ja, včasih se pa ne izide vse tako, kot smo si zamislili, a ne? Bravo, sova! Super, super ideja! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V današnji pravljici bomo spoznali belega medvedka, ki je iskal svojo mamico. Prijazne živali so mu pri tem pomagale na prav poseben način. Prav zanima me, na kakšen način, in srčno upam, da je medvedek naposled le našel svojo mamico. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Sneženi Medo. Na jaso sredi gozda tiho legajo sneženke. Drevesa so zavita v molk.
Le kdo v tej tihoti tako nemirno puha, kdo po snežnem pršcu tako preplašno tapka. To je majhen bel medvedek, ki obupan v krogih blodi, mamico medvedko išče, po sledovih svojih šapic se vrti. Mamica, kje si? Zakliče beli medo. A odgovarja mu samo poprh, ki se sesipa z vej. Medvedek žalostno zavzdihne in kar iz snega si sklene narediti mamo. Tedaj zasliši glas. Le kaj je to? Le kdo tako sopiha in šušti? Kdo gazi po globokem snegu? To je plečati bizon, ki svoj košati kožuh otresa. Naj ti pomagam, pravi, in s krepko ramo veliko snežno kepo privali. In kdo je zdaj priprhutal? Kdo tako otresa krila, da sneg spod njih prši? To je snežna gos, ki mehko je pristala v snegu. Naj ti pomagam, pravi, in s svojimi širokimi podplatki kepo zgladi. Kaj neki pa je to pokljanje in hrstljanje, ki se od jezera zamrzlega razlega? To losje motovilež, ki smrčkom žametnim po snegu rije. Naj ti pomagam, pravi, in z lopatastimi rogovi še več snega na kup nameče. Čigavi krempelci tako praskljajo in kot drsalke hrskajo po ledu? To je lisica živogleda, ki brčice nabrito viha. Naj ti pomagam, pravi, in s spretnimi nožicami medvedje šape iz snega izteše. In kdo je ta vohljač? Kdo ta cač? Kdo tako prešerno maha z repom? To volk je veseljak, ki z dolgim gladkim gobčkom strka v pojni zrak. Naj ti pomagam, pravi, in s košatim repom omete snežinega medveda, da sneg na njem se v kožuh nasrši. In kdo tako skaklja, da sneg se mu kot dim kadi izpod tačk? To je zajček, ki opleta zuhlji, da snežinke se vrtinčijo v nebo. Naj ti pomagam, pravi, in s šapicami gibkimi medvedki naredi obraz. Tako medvedek, zajček, volk in snežna gos, pa los in bizon ter lisjak končajo sneženega medveda, ko sonce že za goro se polega in svet obarva se v zlato. Takrat pokličejo domov jih matere iz gozda, vse po vrsti, razen belega medvedka. Z Bogom in hvala za pomoč, zahvali se živalim beli medo in žalostnim pogledom spremlja jih v mrak. Zvezde se prižgejo, tema zagrne tiho jaso in medo stisne se med šape snežne mame. Zapre oči, se zavije v klobek in komaj čaka, da zjutraj sonce vstane. Po noči, ko medvedek spi, zbudijo se vetrovi z juga. V toplih sapah medvedka snežna leze v kup, zeleni gozd pomladno zadiši. In glej, ko zjutraj se zdani, koga k medvedku priženejo vonjave znane. Zdaj se še mali medo prebudi, v smrčku vonj potopljen krzno ga ščegeče. Ti si mama, ganjen zašepeče, se stisne k njej in ves se srečeni smeji. Kako ljubka pravljica, kaj ne? In prav neverjetno, kako so živali združile moči ter z ustvarjalnostjo, trudom ustvarile čudovito sneženo skulpturo,
ki je vsaj začasno predstavljala medvedkovo mamico. Bravo, živali, v slogi je moč. Vesela pa sem tudi, da je mamica naposled le našla svojega medvedka. Zdaj sta skupaj srečna. Otroci, v mojem knjižnem kotičku lahko prisluhnete še slovenski pravljici Kdo je napravil vitko srajčico, v kateri so živali prav tako na pomoč priskočile ubogemu dečku. No, prisluhnete pa lahko še kakšni drugi zimski pravljici, ki vas prav tako čaka v kanalu Moj knjižni kotiček. Pozdravček prav vsem in le stisnete se k svojim mamicam. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Tokrat bomo ponovno spoznali jazbeca, ki pa je lačen in prezebel. In v hladni zimski noči mu na pomoč priskočijo prijazne gozdne živali. Le katere živali so lahko tako prijazne? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Na hladno zimsko noč. Bila je globoka, temačna zima. Siloviti snežni viharji so se dneve in dneve vrtinčili po gozdu in živali so čisto premrle in sestradane ždele v svojih brlogih. Nocoj pa se je pokrajina nenadoma ovila v tišino in nebo se je zjasnilo. Lisjak je pokukal iz zasnežene votline. Iz teme pa se je izvila samotna postava. Jazbec, ki se je v mesečini srebrno lesketal. Pozdravljen, je ljubeznivo dejal jazbec. V želodcu mi kruli, mi lahko prosim odstopiš kaj za podzob? Lisjak se je namrščil. Hrane je imel komaj zase. Toda jazbec ga je tako dobrotljivo gledal in lisjak si ni mogel kaj, da mu ne bi pomagal. Počakaj, je odvrnil lisjak. Hvala. Se je jazbec hvaležno nasmehnil ter vzel peščico jagod, ki mu jih je ponudil lisjak. Potem pa je sklonjeno glavo, ki jo je bičal rezki veter, odgazil dalje v sneg. Oster mraz in lakota tudi miški nista dali spati. Sukala in premetavala se je po ležišču, ko je zaslišala odmev korakov. Ježeš, ježeš, je zavzdihnila. Le kdo se sredi noči potika zunaj? Pozdravljena, je milo rekla srebrna postava. V želodcu mi kruli, mi lahko prosim odstopiš kaj za podzob? Saj nič nimam, je zagodrnjala miš. Hrane ni nikjer za dobiti. Razumem, je prikimal jazbec in se obrnil. Miška je poslušala, kako je težko škripanje jazbečevih stopinj počasi zamrlo. Zdel se je silno prijazen in ljubezniv. Ona pa ga je kar odgnala. Čakaj, se je zapotila za njim. V bližini prebiva zajklja, mogoče lahko ona kaj pomaga. In tako sta se miška in jazbec družno prebijala proti zajkljenemu domku. Veter pa jo je bičal. Snežinke so se vrtinčile okoli njiju. A miška se je navkljub zlovešči temi počutila varno ob jazbecu, ki so se mu tople oči lesketale kot dve žareči zvezdi. Zajkli pa ni bilo prav, da sta jo predramila. Še manj pa je bilo do tega, da bi s komorkoli delila skromno prgišče jagod, ki si jih je prihranila. Vem, da je pozna ura, zajklja, toda jazbecu sem rekla, da bi ti mogoče lahko pomagala, je šepnila miška. Ves premrl in sestradanje, jaz pa tudi. No, če je tako, pa zlezite noter k meni, bi odvrnila zajklja. Skupaj so pozobali njene poslednje jagode. In zajklja
je obujala spomine na mnogo prijaznejše dni. Na tiste srečne dni, ki sta jih z Miško prebili skupaj in si delili vse. O, kako se je tožilo po njih. Prav kmalu se jima je Jazbec zahvalil in odšel. In tedaj se jima je brlog zazdel še bolj mrzel in noč še bolj temna. Ubogi Jazbec, zunaj mraz reže do kosti, je zavzdihnila Miška in pomolila smrček v ledeno, hladno temo. Upam, da mu ne bo nič hudega, je zaskrbljeno pristavila Zajklja. Tedaj pa sta zagledali temačno postavo, ki se jima je počasi približevala. Lisjak je vzkliknila Miška. Kaj pa ti tukaj? Ga je pobarala Zajklja. Jazbeca iščem, je pojasnil Lisjak. Ves oslabel in sestradan je bil. Miška in Zajklja sta prikimali. Tudi njo je skrbelo zanj. Mislim, da bi ga morali poiskati, je rekla Miška. V lesketajoči se snežni odeji so se Jazbečeve sledi svetile kot srebrni tolmunčki. Snežni metež pa je huškal čedalje močneje, ko so trije prijatelji gazili po Jazbečevih stopinjah vse globlje in globlje v gozd. Poglejta, je naposled pokazal Lisjak. Pri drevesnih koreninah je spal Jazbec, kožuh pa mu je pokrivala ledena skorja. Ves je premrl, je šepnila Miška. Revček. Pomagati mu moramo, je vzkliknil Lisjak. Čisto obtihceno, da ga ne bi predramili, sta Miška in Zajklja znosili na kup mehak mah in listja, s katerim sta mu postlali. Lisjak pa mu je v sneg skopal zavetje. In potem so se v prijetnem in toplem snežinem brlogcu tesno privili drug drugemu. Veter je zavijal in snežinke so se usipale z neba, oni pa so spali tako sladko, kot še nikoli. Toda zjutraj Jazbeca ni bilo nikjer. Prijatelji so se ozrli naokoli in zagledali srebrne sledi, ki so se izgubljale v dalji. Kdo ve, kam Jazbeca zdaj vodi pot, je dejal Lisjak. In ali se bo še kdaj vrnil? Tisti hip pa je Miška vsaj iz sebe zavrisknila. Poglejta! Vsi trije so osuplo strmeli. Kako čudovito darilo, je šepnil Lisjak. To je čudež, je zašepetala Miška in tedaj je opazila še sporočilce. Dobro dejanje se vedno poplača in ljubezen, ki jo daješ, se zmeraj vrača. Od Jazbeca je vzkliknila Zajklja. Saj smo vedeli, da je nekaj posebnega. Nenadoma je sonce predrlo oblake in tisočere snežinke so se zaiskrile. Prav tako svetlo, kot so se lesketale Jazbečeve dobrotljive oči. Ja, čudovita pravljica. Pravljica o prijaznosti, pomoči ter prijateljstvu. Živali so res začutile Jazbečevo stisko in mu priskočile na pomoč po svojih najboljših močeh. Moram pa priznati, da me je zelo ganilo tudi Jazbečevo sporočilo. Dobro dejanje se vedno poplača in ljubezen, ki jo daješ, se zmeraj vrača. Ja, pa še kako resnične so te besede. Se jih velja zapomniti. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa prisluhnite še pravljici Božič tečnega Jazbeca, v kateri boste spoznali prav tako prijaznega, a malce drugačnega Jazbeca, ki je bil precej tečen in to ravno na božični dan. Ampak naj vam prišepnem, na koncu
je jazbec le spoznal, da je Božič čudovit čas za druženje ter praznovanje. Otroci, uživajte in ne pozabite na jazbečevo sporočilo. Pozdravček prav vsem. Čau, čau. Ja, zares čudovita pravljica. Pozdravljeni, dragi otroci. Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V tokratni malce starejši ljudski pravljici bomo spoznali živali, ki si bodo v hudem mrazu poiskale toplo zatočišče. A kaj, ko je to zatočišče volnena rokavica, ki pa se bojim, da ni bila dovolj velika za vse živali. Ja, nič. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo ljudski pravljici z naslovom Rdeča volnena rokavica. Skrajno na severu, kjer se vse leto zadržuje sneg, je nekega dne nekdo izgubil rdečo volneno rokavico. Zgodilo se je nekaj dni kasneje, ko je mimo prišla drobcena miška. Zeblo jo je, njene tačice pa so ji med iskanjem zavetja skoraj pomrznile. O, čudovito, rokavica, se je razveselila miška. Najprej se je prepričala, da v njej ni nikogar, potem pa je vstopila. To je bila zdaj njena nova hišica. Kako je topla, je bila navdušena, ko je hodila po njeni notranjosti. Potem je od izčrpanosti zaspala v enem izmed njenih kotičkov. Malo zatem je mimo priskakljala premražena žabica. Raga, kaj pa je to? Se je spraševala, ko se je približala rokavici, ki je ležala na snegu. Kvak, kvak, je zakvakala žabica in v rokavico pomolila svoj nosek. Tedaj se je miška prebudila in jo povabila, naj vstopi. Objemi me, je rekla žabici, hitreje se boš ogrela. In žabica ni prav nič oklevala. In zdaj sta v hišici živeli obe. Zvečer je rokavico opazila sova. Je kdo tukaj? Je vprašala, ko se je približala. Moja krila so prezebla in boleča. Za nocoj potrebujem zavetje. Vstopi, sta jo povabili miška in žabica. Zdaj so bili v hišici trije. Na vse zgodaj zjutraj jih je prebudil strašanski ropot. Puf! Rokavica se je premaknila za nekaj metrov. Zajček se je, ne da bi bil povabljen, z velikanskim skokom prikradel v njihov dom. Zunaj je tako zelo mrzlo, se je upravičil za svojo vsiljivost. Živali so se nasmehnile in ga prijazno sprejele. Zdaj so v hišici prebivali 4. Kmalu zatem so v daljavi zagledali lisico. Od večdnevne hoje je bila povsem izčrpana. Ne smemo ji dovoliti, da se nam pridruži, prevelika je, so kotrnjale živali. Nekaj minut kasneje je lisica svoj smrček pomolila v rokavico. In zaradi njenega otožnega pogleda so si živali v trenutku premislile in jo povabile k sebi. Zdaj se jih je v hišici drenjalo 5. 5 živali pa se ni moglo udobno namestiti. Sova se je znašla na zajcu, čigar zadnjica je počivala med lisičjimi ušesi. Miška in žabica pa sta bili stisnjeni pod lisičji gobček. Med premikanjem pa se je nenadoma zaslišalo prrrr. Eden izmed šivov na rokavici je popustil in v notranjost se je prikradlo nekaj hladnega zraka. Toda živali so bile tako prepletene, da tega skorajda niso občutile. Popoldne je mimo prišel merjasec. Bil je premočen, povrh vsega pa je močno zaudarjal. Absolutno ne, ne moreš vstopiti,
je rekla lisica. Zakaj pa ste vi lahko, jaz pa ne smem? Zunaj je strašansko mrzlo, je potožil merjasec. Živalim se je zasmilil, zato so mu dovolili vstopiti. Zdaj jih je bilo v hišici 6. Toda kakor hitro je merjasec vstopil skupaj s svojo veliko zadnjico, je popustil nov šiv. Prrr. Miški, žabici, zajčku, sovi, lisici in merjascu je za trenutek zastal dih. Ampak rokavica je ostala cela in živali so olajšano zaspale. Ne boste verjeli, toda uro kasneje je mimo prišel velikanski medved. Prosim, tako me zebe in tako osamljenega se počutim, spustite me noter. Živali so bile dobrega srca, zato so ga spustile naprej. Očisti si tace, so zahtevale. Medved je ubogal, potem pa se je namestil. Zdelo se je, da bo rokavico razneslo. Šivi so se močno razrahljali, zato je bilo v njej več prostora. Zdaj jih je bilo v hišici 7. Nihče se ni upal premikati, praskati za ušesi ali kihniti. Nekaj minut je bilo vse mirno, potem pa je čisto potihem prišla mravljica. Nihče je ni opazil. Ni prosila za dovoljenje, ampak je, ne da bi povzročala hrup, kar vstopila. In pok! Rokavica se je razletela na tisoče koščkov. Ko so živali videle, da je mravljica kriva za katastrofo, so jo grdo pogledale. Mravljica pa se je namestila na medvedovo glavo in zaspala. In kako se je zgodba razpletla? Ja, poglejte kako. Tako, da so živali v daljavi zagledale malce večjo rdečo kapo. Le kaj se je zgodilo? Čudovita pravljica o gostoljubnosti. Živali so bile res prijazne in si pomagale. Je pa res, da so malce pretiravale in tako se je rokavica na žalost razparala. Ampak menim, da uboga mravljica res ni bila kriva za to. In seveda so si zagotovo poiskali zatočišče v rdeči kapi, ki pa je bila malce večja od rokavice. In upam, da jim je sedaj toplo in da se imajo lepo. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa prisluhnite še slovenski koroški pravljici z naslovom Mojca pokrajculja. Namreč tudi v tej pravljici so si živali poiskale zatočišče. Malce drugačnega. Bodite prijazni drug do drugega in lepo se imejte. Do naslednjič pa vam pošiljam en lep pozdravček. Ja, uboga mravljica. Pozdravljeni, dragi otroci! Ponovno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Le kdo ne pozna prikupne majhne sove z velikimi očmi, ki je želela biti nekaj posebnega in se je kar čez dan odpravila na potep. A na svojem preletu je srečala prijazno račko ter tudi lačno lisico. Le kako se je zgodba razpletla? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Sovica oka, ki jo je napisala slovenska pisateljica Svetlana Makarovič. To je bila taka sovica, ki je imela velike, velike oči. Drugače pa je bila čisto majčkena, ker je bila še mladiček. Imela je še 3 sestrice, ampak nobena ni imela tako velikih oči. Zato je samo ona dobila ime Oka. In kadar je Oka postala radovedna, in to se je zgodilo najmanj 33krat vsako noč, ko je letala okrog po gozdu, kadar je torej postala radovedna, so njene oči postale še večje in so bile tako ogromne in živahne, da tega skoraj ni mogoče opisati. Vsak večer je oče Sovir zaskovikal. Alo, sovice, vstanite,
gremo na lov. Gremo na lov, gremo na lov, krila razprimo, poletimo. So se razveselile sovice in odprhutale v noč. Kajti sove letijo po noči in zato je zanje večer to, kar je za druge živali jutro. In zato zajtrkujejo zvečer, ko si nalovijo zadosti hrane. Ampak sovica Oka je imela svoje muhe. Nekega večera se je ni ljubila vstati. Odprla je eno oko, poškilila čez rob gnezda, na široko zazehala in spet zaspala. Kaj se pa to pravi? Poglej, očka, Oka pa kar spi, so zavreščale njene sestrice. Oka, pohiti, gremo na lov, je zarohnel oče Sovir. Oka pa je kar nekaj zagodrnjala sama pri sebi in spala naprej. Prav, še žal ti bo, je rekel Sovir in odletel v gozd, sovice pa tudi. Pa Oka? Oka je kar spala in spala. Njene sestre so si nalovile hrane za zajtrk, se najedle, potlej pa so v mesečini letale med drevesi in se igrale razne sovje igre, metale v spečo Oko češarke, ona pa je kar spala in spala. Zjutraj so utrujene sovice in njihov oče prileteli v domače gnezdo in zaspali. Takrat pa se je mala Oka prebudila, odprla je oči in zamežikala proti nebu. In je bila naenkrat čisto budna. Hitro se je danilo. Sonce se je že zalesketalo na rosnem listju. Oka je bila vsa iz sebe od začudenja, saj še nikoli poprej ni videla belega dne, sonca pa še manj. Potlej pa je rekla: kaj takega? Nikoli si ne bi mislila, da je dan tako lep. Dosti bolj mi je všeč dan, kakor noč. Zakaj pa ne bi kar zmeraj po noči spala, podnevi pa letala okrog? Res, zakaj pa ne? Kaj pa koga briga? Jaz sem sovica Oka in počnem to, kar se mi zdi. Seveda njene oči niso bile vajene močne svetlobe, zato si je boš naredila sončna očala iz 2 bukovih listov in si jih nataknila na kljun. Poletela je iz gnezda. Letala je po gozdu in se čudila in se smejala in se spet smejala in se spet čudila. Na jasi je zagledala mladega zajčka, ki se je tako prestrašil, da je kar vznak padel in zavreščal: Mamica, mamica, joj, sova me bo, sova sredi belega dneva. Kaj pa vreščiš? Je bila užaljena Oka. Ali ne vidiš, da sem tudi jaz mladič? Raj se igraj z mano, hočeš? Ne, ne znam se igrati s sovami. Še nikoli se nisem igral z nobeno sovo. Mamica, mamica, sova me bo. Solice pojdi, mu je zabrusila Oka. Kar pojdi lepo domov k mamici, pa naj te uči kvačkati, vse za kaj drugega tako ali tako nisi. Kakšen strahopetec si, sram te naj bo. Zajček se je potuhnil pod grm in se sploh ni več hotel pogovarjati. Oka pa je slabe volje odletela med bukovje. Nenadoma pa se je zazdelo, da sliši oddaljeno grmenje. Pa ta nebo ni vihta, jo je zaskrbelo. Ampak nebo je bilo jasno, niti oblačka ni bilo na njem. Pa se je spet zaslišalo. Le kaj bi to bilo? Se je spraševala Oka. Jaz pa vem, kaj je bilo. In vam lahko tudi povem. Čisto blizu, za grmom, je sedela velika lisica. Lačna lisica. In tej lisici je tako močno krulilo po praznem želodcu, da se je slišalo kot grmenje. Tedaj je lisica zagledala sovico in oči so se ji zeleno zalesketale. In iz gobca so se ji ulile sline, tako da je komaj spregovorila. O, kako lepa sovica, pravi biser lepote. Kaj pa počneš tam gori na veji, ti prekrasna živalca? Nič ne počenjam, kar tukaj sem, je zmedeno odgovorila Oka. Ali si ti meni rekla, da sem biser lepote? Biser lepote, seveda, to si ti, kdo pa drug?
se je slinila lisica. Če bi lahko prišla še majčkeno bliže, pa bi te bolje videla, bi bila zame to največja sreča. Pa nič za to, kar tam vodi. Čeprav sem nekoliko kratkovidna, mi je vendarle jasno, da si najlepša sova, kar sem jih kdaj videla. Oka je nagnila glavico in rekla: pa se ti ne zdi, da sem čisto navadna majhna sova? Že mogoče, da imam izredno velike oči. Neverjetno velike, je rekla lisica. In mogoče se mi perje res za spoznanje malo bolj sveti kot drugim sovam. Za spoznanje? Lesketa se, da jemlje vid, je zavpila lisica. Ali res? Eno mogoče. In mogoče je moj kljunček res nenavadno majčken in lepše zaokrivljen, ampak to gotovo ni nič posebnega. Lisica se je vrgla na hrbet in se valjala sem in tja. Kaj pa govoriš? Da to ni nič posebnega. Tvoj kljunček je kratko malo prečudovit. In kako lepo se smehljaš, in kako lep glas imaš. Res škoda, da nočeš priti malce bliže k meni. Pa kaj, saj vem, da si plašna živalca in nikoli ne bi zbrala toliko poguma, da bi se mi približala. To je oko vznejevoljilo. Kdo pa pravi, da sem plašna? In kdo pravi, da nimam poguma? Upam si priti bližje, čisto blizu tebe si upam, da veš. Lisica je sedla in zmajevala z glavo. No, otrok, saj veš, da se le malo postavljaš. To ni lepo. Nič se ne postavljam, se je razjezila Oka. Kar poglej me. Zaprhotala je z veje. Tedaj pa je lisici spet z vso silo zakrulilo po želodcu. Oka se je prestrašila in se vrnila na vejo. Tako se sliši, kot da bi komu krulilo po želodcu, je rekla. Se ti zdi? Meni se zdi, da grmi. K dežju se pripravlja, je zazehala lisica in se zvito zagledala v daljavo. No, jaz zdaj grem, je še dodala. Kam pa greš? Je zanimalo Oko. Nekam, kjer je neverjetno lepo, je rekla lisica. Saj bi te povabila s seboj tja, pa kaj, ko vem, kako se majhne sovice bojite tako velikih živali, kakršna sem jaz. In lisica se je delala, kot da misli oditi. In Oka, radovedna kot je bila, je sfrlela z veje naravnost lisici v gobec. In že se je lisica držala med zobmi njen pernati repek in je renčala in skakala in hotela Oko zgrabiti še s kremplji. In na vso srečo so se ji tako na debelo pocedile sline iz gobca, da so ji strašni zobje zdrsnili na mokrem Okinem perju in se je sovica izmuzila in čisto nora od strahu sfrfotala na bližnje drevo. Kako je bila lisica jezna! Kako se je tolkla s tacami po glavi! Kako je renčala in preklinjala in psovala! In zdaj je bilo Oki končno jasno, da z lisicami ni dobro imeti opravka. Še zmeraj je bila na pol trda od strahu, ko je le zbrala toliko moči, da je odletela stran od tod, čim dlje v stran. Ob gozdni stezici pa je ležal majhen ribnik. Po njem je čofotala divja račka, plavala je sem in tja, veselo je gagala in si prepevala, se malo potopila, pa spet dvignila glavico in se otresla. Oka je sedla na grm ob ribniku, še vsa zasopla in objokana. Šele sedaj se je spomnila, da je njeno perje vso zlepljeno in omazano od lisičje sline. Pomislila je, da bi se tudi ona lahko malce okopala in osvežila v ribniku. Ampak kako le? Hej, Račka, nekaj mi povej, je zaklicala. Račka je začudeno pogledala Oko. Ga? Ti si vendar sova, je rekla. Ti bi morala zdaj spati, ne pa letati naokoli. Kakšen red pa je to? Gaga? Kaj pa te briga? Se je ujezila Oka. Jaz sem sovica Oka in počnem, kar se mi zdi. Nihče mi nič ne more, da veš, še lisici sem ušla. Lisici? Tega ti pa ne verjamem, je zagagala Račka. Mislim, da se samo važiš in se postavljaš in si nekaj izmišljuješ. Gaga. Ni res,
jaz sem sovica Oka in zmorem vse in znam vse in vse si upam in tako, da vse znaš, da si vse upaš, ta je pa bosa. Če res vse znaš in si vse upaš, pa pridi k meni v ribnik in malo zaplavaj, kot znam jaz. Ga? Sej to sem že ves čas nameravala, je rekla Oka. Samo najprej mi moraš povedati, ali je plavati lahko ali težko. Ga, čisto lahko je rekla Račka. Kratko malo greš v vodo in plavaš, to je vse. Ga? Sovica skakala po bregu sem in tja in se ni mogla odločiti. Ko je gledala Račko, se je zdelo plavanje čisto enostavno. Ko pa je hotela sama v vodo, se je zazdelo spet težko. Nazadnje pa se je odločila, ker se je ogabna lisičja slina zlepila na perju in je bila že vsa živčna zaradi tega. Hop! In se je vrgla v vodo. In v trenutku je spoznala, da plavati še malo ni enostavno, vsaj za sove ne. Na lepem je bila pod vodo in se je obupno borila za zrak. Potlej pa je njeno premočeno perje postalo težje in začela se utapljati. Račka je videla, kaj se dogaja in se je zelo prestrašila. Brž se je pognala k sovici in je v zadnjem hipu potegnila na suho. Sovica se je otresla, rekla pa ni nič, ker je bilo sram. Trgetala je, dokler se ji ni perje posušilo, potlej pa je kar v tla gledala in molčala. Nazadnje pa je Račka rekla: Ga, si kaj jezna, ker sem te izzivala? Saj si me tudi rešila, je zagodrnjala Oka. No, zdaj pa adijo. Ko se je sovica Oka vrnila domov, je že legel mrak. Oče Sovir je bil čisto iz sebe od skrbi za svoje oko. Sestrice pa si niso upale na glas skovikati. Vsi so mislili, da se je Oki moralo zgoditi nekaj strašnega. Mogoče jo je kakšna divja zver požrla, mogoče je utonila. In seveda so bili vsi zelo veseli, ko je prifrfotala v domače gnezdo. Pa tudi jezni. Kod si se potepala, smrtlja? Jo je nahrulil oče Sovir in jo kavsnil po glavici, ampak seveda ne premočno. In potlej je morala Oka pripovedovati in pripovedovati, kaj vse je doživela v enem samem dnevu. In najbrž še zdaj pripoveduje. Ampak ker pripoveduje stvari, ki jih mi zdaj že vemo, naj se pravljica tukaj konča. Hej, pa sej še že večeri? Kako pa da ste še zmeraj po konci? Alo, spat, sej niste sove? Ja, še dobro, da se je tej lesovici ni kaj pripetilo. Priznam, da me je kar malce zaskrbilo, ko se je Oka tako na hitro znašla v lisičinem gobcu. Pa še utonila je skoraj. Boga reva. No, je pa res, da si je Oka pridobila številne nove izkušnje in sedaj bo zagotovo vedela, s kom ni dobro zobati češenj. Lahko pa tudi, da se je odločila, da bo raje letela naokrog kar po noči, tako kot to počnejo vse sove. No, skoraj vse. Otroci, vabljeni, da prisluhnete še pravljici Sovica Jokica, ki vas prav tako čaka v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Pozdravček prav vsem. Čau, čau. Ja, si bila pa res pogumna, veš? Ja.